Festival literature sveta Fabula je temeljni gradnik literarne identitete ne le Ljubljane, ampak slovenskega knjižnega prostora. Letos štarta v izvedbo festivala z izjemno zasedbo in z novim umetniškim vodstvom, z novo produkcijsko ekipo, ki skrbi in razširja njegove vsebine. Med nami bomo gostili izjemne avtorice in avtorje, kot so Debora Levi, Vladimir Sorokin, Claudia Durastanti, Džoha Al-Harti, Marek Šindeljka in Enis Maci. Vidite, imam roke polne njihovih knjig, nekatere so že v drugi izdaji. Takšen interes vlada že zadnji mesec, odkar so išle za ta dela, ki bodo še po mojem dolgo časa tudi neka trajno obeležje tega festivala. Festivala ne bi bilo brez zanesljivih, trajnih partnerjev Cankarjevega doma. Tudi tukaj se nahajam v dvorani Cankarjevega doma. Financerjev Mestne občine Ljubljana, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ter brez medijskih sponzorjev Dela in pa MMC RTV Slovenija. Naj poudarim, da je ekipa delala izjemno trdo v teh težkih okoliščinah in da smo uspeli kljub vsem omejitvam številne dogodke ohraniti kot žive dogodke, delno pa seveda je bilo nujno, da gremo v hibridno obliko preko spleta. Vabljeni k knjigam in vabljeni k spremljanju vsega, kar se bo dogajalo v prihodnjem mesecu. Virus COVID-19 je zelo mogočen virus, kajti videli smo, da se je zaradi njega skorajda ustavil naš planet. Kljub temu pa virus COVID-19 ne bo ustavil festivala Fabula. Veseli smo, da je kljub vsem razmeram, v katerih smo, nova izdaja festivala pred nami. Zakaj se tega veselimo? Zato, ker verjamemo, da je kultura, s tem pa tudi festival Fabula, zelo pomembno zdravilo. Zdravilo za naša čustva, za naš duhovni in za naš intelektualni svet. To je zdravilo, ki je eno izmed redkih ali pa celo edino, ki nima prav nikakršnih negativnih stranskih učinkov. Veseli smo, da sodelujemo pri tem festivalu, kajti ta festival v naši družbi pušča globoke in pa večne sledi. Vsakič, ko je festivala konec, z nami ostajajo številni prevodi romanesknih in drugih del, biserov svetovne, evropske in pa tudi slovenske literature. Spoštovane avtorice in avtorji letošnjega festivala Fabula, spoštovani gostje, spoštovano bralstvo, spoštovani organizatorji. Festival Fabula zagotovo zaznamuje literarno dogajanje v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana, UNESCOvo mesto literature, je dolgoletna podpornica tega festivala. Ob tem, da festival v Ljubljano pripelje izjemne avtorje in avtorice, je prav tako zelo pomembno, da v okviru festivala izidejo tudi prevodi osrednjih gostov. Ti so bralstvu na voljo po dostopnih cenah. Letošnji festival se začenja z literarnim večerom ruskega pisatelja Vladimirja Sorokina, žal preko spleta. Upam in želim si, da bo teoretski del Fabule, ki nagovarja skupnosti, njihovo razgradnjo in njihovo prihodnost in se bo odvil septembra, lahko že potekal v živo, s publiko in gosti, brez digitalnih vmesnikov. Tudi zato, da se nam ne bo potrebno preizpraševati vedno znova, ali je prihodnost res privilegij. Vsem vam želim odličen festival. Dobrodošli na festivalu literature sveta Fabula, ki v letošnji pandemični novi realnosti poteka v hibridni formi. Letošnja Fabula v ospredje prinaša vprašanje prihodnost je privilegij, torej trenutno zamejeni prostor in čas, v katerem se nahajamo. Iz trenutne zamejene realnosti se festival Fabula nadgrajuje in širi. V tesnem sodelovanju s koproducenti festivala Cankarjevim domom prinašamo literarne večere, humanistični program z avtorji svetovnega formata. V sklopu programa Fabula Hub in sodelovanju z Goethe inštitutom pa tudi prihodnje upe svetovne literature.
Letošnji programski sklopi, ki smo jih razvili v sodelovanju s partnerji in podporniki festivala, prinašajo preplet literature in drugih umetnosti. V sodelovanju z ljubljanskimi gledališči literaturo družimo z gledališko umetnostjo, študenti AGRFT letošnje Fabuline žepnice zaživijo tudi skozi filmski trak, z otvoritvijo razstave Jureta Brgleza pa literatura živi skozi ilustracijo oziroma likovno umetnost. Skozi celotno trajanje festivala od 8. maja do 6. junija vas pričakuje tudi Fabulin izbor, mesec branja, ki smo ga pripravili v sodelovanju s slovenskimi knjižnicami, knjigarnami in založbami. Mlade nedobudne bralce pričakuje tudi program Mlada fabula. S programom Fabula Polis pa fabula razrašča v mesto Ljubljana. V sklopu programa Glasovi fabule pripravljamo posebno interaktivno zvočno poslušalnico, ki bo po koncu festivala ostala Ljubljani in njenim prebivalcem. V sklopu programa Tukaj poslušamo literaturo. V sodelovanju in s širitvijo smo za vas pripravili bogat festivalski program, ki ga danes pričenjamo z otvoritvijo in literarnim večerom Vladimirja Sorokina. Vabimo vas, da se pridružite na Fabuli 2021, virtualno in v živo.